Kakšne bodo olimpijske medalje, ste izvedeli pravkar. Komu pa bodo podeljene, bo med drugim odločal tudi Mariborčan Iztok Šumatič, ki se je pred odhodom v Južno Korejo ustavil pri nas. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Takole, 23. zimske olimpijske igre v Pjongčangu so torej pred nami in da malce povem, ste član FIS Park and Pipe komiteja, sodniške delovne skupine, sodite tekme za svetovni pokal v FIS-u, svetovna prvenstva ter Dew Tour in X Games. Kako ste pravzaprav Iztok začeli svojo sodniško pot? Začel sem pravzaprav čist spontano v času rolkarskih tekmovanj v Sloveniji, ker se pač nekako nisem rad udeleževal, bom rekel, tekmovanj kot tekmovalec in potem sem bil vedno prisoten in sem nekako slučajno začel s tem. Potem pa je to vse skupaj nekako šlo preko, bom rekel, skateboardinga, rolkanja do snowboardinga, deskanja na snegu, kjer mi je takratni direktor panoge, torej deskanja na snegu, Iztok Kvas, predlagal, da naj grem na ta sodniški seminar in od takrat dalje je v bistvu potem vse skupaj še samo zgodovina. Ja, no in ne samo, da sodite na tekmah FIS-a, pravzaprav tudi predavate drugim sodnikom. Kako pride potem do tega, recimo, da predavate tudi v tujini na seminarjih? Recimo, da sem bil dokaj proaktiven, ne samo skozi sojenje, ampak tudi pri udejstvovanju, kam naj bi sojenje na mednarodnem področju v tekmovalnem deskanju na snegu v bistvu nekako vse skupaj šlo. Verjetno se moram zahvaliti še svojemu znanju angleškega jezika, da sem dovolj artikuliran in hkrati poznavanju, bomo rekli, deskanja na snegu, predvsem stališča ocenjevanja, da so me potem tudi vzeli v svoje vode, torej organizacija FIS, za katere zdaj zadnje 3 leta predavam na okolju po svetu. Olimpijske igre v Južni Koreji bodo že druge olimpijske igre, na katerih boste sodili. Kako potem pride do tega sojenja na olimpijskih igrah? Torej, tale delovna skupina v okviru FIS-a je sestavljena iz več ljudi, iz več sodnikov iz različnih držav, kjer potem nekako se o tem debatira in se nominira. In torej očitno pravim v redu delo, da so me še potem drugič nominirali in hkrati tudi potrdili za te olimpijske igre. In kako se recimo človek, sodnik kot ste vi, pripravlja na takšno sojenje? Pripravljaš se enostavno s tem, da enostavno dosti sodiš. Zelo je težko priti do neke točke, torej prvo moraš opraviti te seminarje, mednarodne sodniške seminarje, na katerih pišeš določene teste, kjer potem z določenimi dobrimi ocenami prideš do tiste točke, kjer te potem, bomo rekli, aktivira recimo ta delovna skupina, začneš z manjšimi tekmovanji, potem prideš do večjih, ampak zato, da si nekako, če se lahko izrazim, da si dober sodnik, je ravno to, da moraš dosti soditi. Imamo recimo še koga v Sloveniji, ki se lahko primerja z vami? Jih je kar nekaj, v bistvu, ki še sledijo, zdaj, če lahko rečem, moji karierni poti. Tako da je kar nekaj sodnikov. Vse več, dobro. Kdaj potujete v Južno Korejo? V ponedeljek. Vse dobro vam želimo, dobre tekme seveda in da se še kmalu srečamo spet v našem studiu RT24. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaš obisk.